den Kaiser! Wir haben uns hier zu lange eingegraben, um jetzt aufzugeben! Zeig die... Bitka na Soški fronti se je začela. Prvi top je ustrelil. Italijansko poveljstvo se je pred prvim napadom znašlo v dilemi, ali naj izvedejo glavni napad čez Južno Tirolsko ali čez Sočo. Zaradi zahtevnega terena in najmodernejših avstro-ogrskih utrdb so se napadu čez Južno Tirolsko odpovedali in so se odločili za napad prek Soče. Tako so 2 armadi in 1 armadni korpus razporedili do prelaza Stelvio, do Canina. Te enote so imele pretežno obrambno nalogo. 2 armadi pa so razdelili od Canina do Jadranskega morja. Druga armada je bila razporejena od Canina do Ločnika, tretja armada pa od Ločnika do Jadranskega morja. Ti 2 armadi sta imeli napadalno nalogo. Njuna naloga je bila, da razbijeta avstro-ogrske obrambe in prodor v notranjost monarhije. Avstro-ogrska vojska je za obrambo na Soči organizirala novo 5. armado, ki je poveljeval general Svetozar Borojevič. Razmerje sil je bilo sledeče. Italijanski armadi sta premogli 173 bataljonov pehote, 110 enot konjenice ter 182 baterij topov. Avstro-ogrska armada pa je imela le 45 bataljonov pehote, 5 enot konjenice ter 35 topovskih baterij. Italijanska vojska je sicer imela ogromno številčno premoč, branilci pa so imeli veliko prednost v obliki terena. Praktično povsod so bili Italijani prisiljeni napadati navzgor. Na večini fronte pa so morali pred vzponom prečkati še reko Sočo. Na celotni fronti so se namreč branilci avstro-ogrske vojske že pred italijanskim napadom umaknili na levi breg Soče. Izjemi sta bili le Tolminsko in Goriško mostišče. Prvo je branilo Bohinjsko progo, drugo pa Gorico. 24. maja 1915 so italijanske enote prečkale državno mejo. Kljub veliki premoči pa so italijanski generali napredovali izjemno počasi in previdno. Tako so na južnem delu fronte potrebovali praktično cel mesec, da so dosegli rob Dobrdobske planote. Na severnem odseku so napredovali malo odločneje. Tako da so pri Plavah že 8. junija prečkali Sočo in poskušali zasesti Prižnico. Približno 2100 mrtvih, ranjenih in izginulih na italijanski strani ter 2300 na avstro-ogrski strani je bojišče bilo manjše od kvadratnega kilometra. Kljub zelo hudim izgubam na obeh straneh je vrh ostal v avstro-ogrskih rokah. Še največje uspehe so Italijani dosegli v Zgornjem Posočju. 24. maja 1915 so vkorakali v Kobarid, v naslednjih dneh pa so začeli napadati vrhove na levem bregu Soče. Zasedli so greben Polovnika. Največji uspeh pa so dosegli 16. junija 1915, ko so v jutranjih urah osvojili vrh Krna. Kljub temu, da našteti boji v zgodovino niso prišli kot prava bitka, pa so terjali velike izgube. Italijanska vojska je tako izgubila 450 častnikov ter 10.550 vojakov. Na celotni fronti so le na 3 odsekih prečkali Sočo, severno od Tolmina pri Plavah ter od Zagraja do morja. Italijanska vojska je tako zelo drago plačala, saj poveljniki niso znali izkoristiti nepripravljenost avstro-ogrske obrambe. Zaradi zelo skromnih uspehov med prvimi ofenzivami skokom je načelnik italijanskega generalštaba general Luigi že 23. junija 1915 sprožil prvo pravo ofenzivo. Težišče napada je bila Dobrdobska planota, pa tudi obe mostišči. Italijanska vojska je imela ogromno številčno premoč. 225 bataljonov pehote, 111 enot konjenice ter 700 topov. Medtem ko je Avstro-Ogrska imela zgolj 84 bataljonov pehote, 13 enot konjenice ter 356 topov. Že v tej bitki so branilci doživeli prvo dolgotrajno topniško obstreljevanje, saj je topniška priprava trajala kar 7 dni.
Italijanski topničarji so bili še neizkušeni, tako da obstreljevanje ni imelo želenega učinka. Po končanem topovskem obstreljevanju je šla v napad italijanska pehota, ki pa nikjer ni dosegla želenih ciljev. Po enem tednu bojev se je prva bitka končala. Italijanska vojska je izgubila 15.000 vojakov, Avstro-Ogrska pa 9.900. Rezultati pa so bili zgolj malenkostni. Italija tako ni zavzela Dobrodobske planote. Druga soška bitka 17.7.1915 do 10.8.1915. Po neuspehu v prvi soški bitki je Cadorna že 10 dni pozneje sprožil drugo soško bitko. Glavni cilj je bila Dobrodobska planota, predvsem Šmihelj, kasneje pa bi se boji preselili na Goriško mostišče. Italijanski armadi sta šteli 290 bataljonov za 840 topovi, branilci pa so imeli na razpolago 125 bataljonov za 431 topovi. Topniško obstreljevanje je bilo tokrat precej krajše, vendar pa veliko bolje pripravljeno kot v prvi bitki, tako da je branilcem povzročila hude izgube. Po 3 dneh bitke so italijanski vojaki zasedli Šmihelj, ki pa so ga nato avstro-ogrski vojaki v protinapadu ponovno osvojili. Boji na Šmihelju pa so se kljub temu nadaljevali do avgusta. Podobna zgodba se je ponovila tudi na Kalvariji na Goriškem mostišču. Po več napadih in protinapadih je vrh ostal v avstro-ogrskih rokah. Tekom druge soške bitke so zelo hudi boji divjali tudi v zgornjem Posočju. Italijanski vojaki so na vsak način želeli zasesti Batognico. Druga soška bitka ponovno ni dosegla zaželenih rezultatov italijanske vojske. Italijani so sicer zavzeli del Šmihelja ter del Dobrodobske planote, vendar to ni bilo dovolj. Italija je morala še enkrat napasti. Tako se je druga soška bitka končala in je bila neuspešna. Italijanska vojska je tekom druge bitke izgubila 41.000 mož, medtem ko so bile izgube na avstro-ogrski strani še više. Branilci so namreč izgubili kar 46.000 mož. Tretja soška bitka 18.10.1915 do 5.11.1915. Po neuspelih v prvih 2 bitkah je italijanska vojska potrebovala nekaj časa, da je nabrala dovolj moči za novo ofenzivo. Ta se je začela 18. oktobra 1915. Glavni cilj napada je bila zasedba Gorice, saj so Italijani nujno potrebovali odmevnejši uspeh. Kljub glavnemu cilju pa so v italijanskem poveljstvu predvidevali močne napade tudi na drugih odsekih, ki bi nase vezali avstro-ogrske rezerve. Močna topniška priprava je trajala kar 70 ur. Prvič pa so v velikem številu uporabili tudi italijanske bombnike. Italijanska vojska je ponovno imela več kot 2-kratno številčno premoč. Tretja italijanska armada je izvedla silovit napad na Krasu, kjer so vse do začetka novembra divjali krvavi boji. Močne napade je izvajala tudi druga armada na severnem krilu. Italijanski vojaki so bili brez uspeha. Poskušali so zavzeti Javoršček ter greben Vrha, poskušali so prečkati Sočo in vendar brez uspeha. Bitka se je končala 5. novembra 1915. Rezultat pa je bil ponovni italijanski neuspeh. Italijani so izgubili 67.988 mož, branilci pa 41.847. Bitka se je končala 5. novembra 1915. Rezultat pa je bil ponovni italijanski neuspeh. Italijani so izgubili 67.000 mož, branilci pa 41.000. Vse te izgube pa so prinesle le malenkostne premike na frontni črti. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.